Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na novem poljudno-znanstvenem predavanju ASEF Mladi umi. Moje ime je Maruša in sem ASEF štipendistka generacije 2021 in najprej bi se rada zahvalila za vabilo k povezovanju tega dogodka. Današnje predavanje organizira ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, v sodelovanju s študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, in sicer z namenom promocije znanosti ter raziskovalnega dela ASEF štipendistov. Preden prisluhnemo našemu današnjemu predavatelju Jakobu, vam bom na kratko predstavila organizacijo ASEF, nato pa bom besedo predala Klemnu, predstavniku študentske organizacije Univerze v Mariboru, za kratko predstavitev. Po predavanju pa bomo seveda nekaj časa namenili tudi vašim vprašanjem in razpravi. Verjamem, da večina že pozna organizacijo ASEF, vseeno pa bom o njej povedala nekaj besed, za vse tiste, ki vam je mogoče organizacija še nepoznana. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ali ASEF je neprofitna organizacija, katere glavni cilj je spodbujanje in podpora mladih talentiranih štipendistov pri povezovanju s slovenskimi raziskovalci in slovenskimi profesorji po celem svetu. ASEF sodeluje s svetovno priznanimi univerzami v Združenih državah Amerike, v Veliki Britaniji, Avstraliji in pa v nekaterih drugih državah po svetu. Slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin v zamejstvu ASEF omogoča 3-letni izobraževalno-raziskovalni program. V prvem letu se slovenski ASEF štipendisti odpravijo na 10-tedenski raziskovalni obisk v tujino, kjer sodelujejo s slovenskim profesorjem oziroma raziskovalcem. Poleg tega pa študenti v času 3 let trajanja programa sodelujejo v programu tutorstva, se udeležujejo raznih predavanj in delavnic, dogodkov in neformalnih druženj v organizaciji ASEF. Preko štipendijskih programov ASEF gradi skupnost perspektivnih mladih raziskovalcev, ki tudi po raziskovalnem obisku sodelujejo z gostujočimi profesorji po svetu in tako spodbujajo akademsko raziskovanje, skrb za prenos in ohranjanje slovenske kulturne dediščine ter hkrati tudi aktiven prenos znanja in izkušenj s širšo skupnostjo. Današnje predavanje poteka v sklopu programa ASEF Mladi umi, ki je serija poljudno-znanstvenih predavanj, kjer mladi predstavljajo svoje raziskovalno delo in pridobljene izkušnje v okviru štipendijskega programa ASEF. V tem projektu se ASEF povezuje tudi z nekaterimi lokalnimi organizacijami, ki delujejo v krajih, iz katerih prihajajo predavatelji. S tem želi doseči navezovanje in vključevanje izobraženih mladih v lokalno okolje. Tako pri organizaciji današnjega predavanja sodeluje študentska organizacija Univerze v Mariboru, zato bi sedaj predala besedo kar Klemnu za eno kratko predstavitev. Hvala za besedo. Torej ŠOM oziroma študentska organizacija Univerze v Mariboru je skupnost mariborskih študentov, ki za njih pripravlja obštudijsko aktivnost ter skrbi za njihove interese na lokalnem in nacionalnem nivoju. Večino naših aktivnosti pa lahko razdelimo v 4 področja, in sicer interesne dejavnosti študentov, socialna in zdravstvena vprašanja, univerzitetna politika in izobraževanje ter mednarodno sodelovanje. Pa lahko gremo na naslednji slajd. V sklopu 4 oddelkov na ŠOM-u, ki delujejo na omenjenih področjih, organiziramo številne dogodke. Med najbolj prepoznavnimi pa so prav gotovo naši največji projekti. To so Showrock, tutorstvo na fakultetah, študentska delovna brigada in SKIM oziroma mednarodna študentska konferenca v Mariboru. Za omenjeno mednarodno konferenco pa še do petka zbiramo prijave iz študentskih vrst za vodje delavnic. Vsak vodja delavnice bo prejel brezplačno 2-dnevno izobraževanje na temo priprave in izvedbe delavnic. Poleg tega pa dobi tudi honorar in brezplačno udeležbo na ostalih aktivnostih mednarodne konference. Tako da je to ena odlična priložnost za vse študente, ki bi radi pridobili neke malo drugačne izkušnje. Tako da vabljeni vsi, da se prijavite na ta razpis. Več o naših projektih in aktualnem dogajanju pa lahko najdete na socialnih omrežjih, torej na Facebooku, Instagramu, TikToku ali pa na naši spletni strani soum.si. Toliko na kratko o študentski organizaciji Univerze v Mariboru. Zdaj pa se že res veselim Jakobove predstavitve. Hvala, Klemen. Zdaj pa mi je veselje predstaviti današnjega govorca, Jakoba Murka. Jakob je gimnazijski učitelj fizike na Škofijski gimnaziji Maribor, ki jo je pred leti obiskoval tudi kot srednješolec. Po gimnaziji je študiral fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru in jo zaključil z magisterijem.
Pri odkrivanju, na kakšno karierno pot se podati, je v okviru programa ASEF obiskal tudi profesorja Jureta Leskovca na Stanfordu. Tam je raziskoval povezanost različnih sistemskih dogodkov v Linux sistemih na podlagi teorije grafov. Eno leto je bil zaposlen tudi kot sistemski inženir superračunalnika HPC Meister na Univerzi v Mariboru. Je tudi srečno poročen in novopečeni očka. Zdaj pa preden predam besedo Jakobu, bi vse udeležence rada povabila, da predavatelju zastavite tudi kakšno vprašanje, in sicer ga lahko kar tekom predavanja zapišete spodaj v Q&A chat na Zoomu, ki ga najdete na spodnjem delu ekrana. Sicer pa predlagam, da kar začnemo s predavanjem, tako da Jakob izvoli. Hvala lepa, Maruša. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Predstavili so me že. Danes nas torej čaka malo manj tipično predavanje v sklopu ASEF Mladi umi, ker sam recimo nisem več vpet v znanstveno delo. Predstavil bom pa svoj poklic, torej poklic učitelja, predvsem in pa začel bom tako z mojo ASEF izkušnjo, torej bil sem ASEF fellow, torej bil sem na izmenjavi. No pa preden začnem, malo še nekaj o sebi. Torej po gimnaziji sem študiral fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Študentska leta so bila zelo zanimiva, med drugim se lahko navežem tudi na Klemna. Bil sem tudi tutor v programu tutorstva, ki ga je prej Klemen predstavil. Super izkušnja je bila. Gre za pomoč študentom. Študenti pomagajo drugim študentom nižjih letnikov pri določenih predmetih z informacijami ali pa z nekimi inštrukcijami, in je zelo dobro organizirano in je dober projekt. V času mojega študija sem recimo tudi bil za en semester Erasmus študent na Erasmus izmenjavi v Univerzi v Rostocku v Nemčiji, to je ta zgornja slika te fakultete za fiziko, ki je pač pa moja prva taka mednarodna izkušnja študijska. In potem sem nekako slišal tudi za ASEF. Jaz sem šel na izmenjavo v zadnjem letniku, torej v bistvu že absolventu magistrskega programa. Odkot sem slišal za to? V času mojega študija sem bil v jezuitskem kolegiju Magis v Mariboru, ki ga je vodil Peter Rožič, ki je eden izmed ustanoviteljev ASEF-a. In od njega sem prvič slišal za to organizacijo, ki me je takoj pritegnila pozornost, in sem si rekel, to pa moram iti. In sem se pozanimal in si izbral področje profesorja in šel. Pač zdela se mi je zanimiva priložnost za razširjanje obzorij, vedno me je zanimala neka znanost, fizika, pa tudi računalništvo, in tako sem se prijavil in bil uspešno sprejet na izmenjavo. V letu 2019 sem torej odpotoval, pa mogoče kdo že po sliki ugane kam. Če kdo bil tam, verjetno pozna ta stolp. To je Univerza Stanford v Kaliforniji, v Združenih državah Amerike. Tam sem obiskal profesorja Jureta Leskovca, ki tam vodi svojo raziskovalno skupino, kateri sem se priključil. Profesor Jure Leskovec je računalničar in celotna skupina se ukvarja z računalništvom. Jaz pa sem študiral fiziko. No, tudi to se da. Mene je seveda že med študijem, pa tudi samoiniciativno sem se precej ukvarjal z računalništvom, ker mi je to vedno bilo zanimivo, še vedno mi je. In sem tudi recimo diplomsko delo iz fizike delal neko računalniško simulacijo fizikalnih sistemov. Tako da sem se prijavil in bil sprejet na ta oddelek. Tukaj spodaj levo je profesor Jure, verjetno ga že poznate. Jaz osebno se z njim nisem dosti družil, to je res.
Je zelo zaposlen človek in v tistem letu se je tudi, ravno takrat, ko sem bil tam, se je poročil in je tudi bil manj prisoten. Bival pa sem v študentskih domovih, ki izgledajo takole kot na spodnji sliki, take hiške med cvetočimi drevesi. Zelo lepo je bilo, niso to klasični študentski domovi, tako da strani ASEF-a je bilo v mojem primeru to zelo dobro poskrbljeno. Kaj pa sem tam počel? Ko sem prišel tja, sem se vključil v delo, in sicer so mi dodelili projekt, ki se imenuje Easy. Pri njem sem največ sodeloval z tem gospodom na levi, gospodom Rokom Sosičem, ki je še en Slovenec v tej ekipi. Še dva, vsaj sta bila tam, tako kar veliko Slovencev sem srečal. In v tem projektu sem raziskoval povezave različnih sistemskih procesov v Linux okolju. Malo kaj več o tem. Torej, to je bilo naše delovno okolje, takšna pisarna, ki nas je bilo več študentov iz celega sveta, ki smo tam delali na raznih projektih. Torej, čisto na kratko, kaj sem jaz tam počel znanstveno. Torej, projekt Easy je takrat že obstajal, torej jaz nisem začel čisto od začetka. Na univerzi so torej pripravili en tak program, ki je shranjeval vse procese in dogodke, ki se dogajajo na računalniku, bolj natančno na serverju z okoljem Linux. Torej, v nekem računalniku se dogajajo tipično vsaj trije dogodki. Procesi se zaganjajo in živijo, dokler se ne ugasnejo oziroma se ne uničijo. Potem procesi kličejo oziroma zbudijo nove procese in pa procesi lahko odprejo datoteke, v njih pišejo, jih zaprejo, in pa procesi lahko komunicirajo preko omrežja. In če pogledamo na ta precej enostaven model, seveda, če to vsaj shranimo, karkoli se zgodi na nekem računalniku, dobimo zelo zanimivo mrežo. In moj namen je bil iz teh zbranih podatkov, ki so tam že bili, pripraviti neko jasno, razumljivo mrežo. Gre za posebnost, saj je to mreža, ki se s časom spreminja. Torej, vsako milisekundo ali pa še pogosteje so na računalniku drugačni procesi in je potrebno pogledati, kaj se z časom dogaja. In tukaj je pač slika predstavitve, ki sem jo na koncu imel pred to ekipo, raziskovalno ekipo. Gre za časovno sprejemljivo mrežo, torej jaz sem se ukvarjal z ustvarjanjem te mreže in pa z vizualizacijo tudi. Ustvaril sem taki programček, ki je prikazal v določenem času, kako so ti procesi povezani z datotekami. In tako orodje pomaga poiskati neka ozka grla ali pa napake na računalniku, kajti lahko vidimo recimo, da je neka datoteka preobremenjena, če vsi recimo procesi hočejo naenkrat pisati tja in podobne stvari. Torej, da se vizualno določiti, kaj se recimo dogaja na tem računalniku. In to je bil moj prispevek k temu projektu. Takole. Samo malo. Takole, ja. Zdaj, to je bil moj znanstveni del, sedaj pa še malo obznanstvenega, seveda. Večino dneva smo tam delali v tisti pisarni, popoldne in za vikende pa smo imeli prosti čas, ki smo ga dobro izkoristili. V tistem času na univerzi na Stanfordu nisem bil edini Slovenec, edini ASEF štipendist, ampak sva hkrati potovala dva k istemu profesorju.
To je bil jaz sem pozabil že ime, Primož Kocbek, se opravičujem, Primož Kocbek, s katerim smo se spoprijateljila in sva dosti stvari skupaj počela. Srečala smo tudi enega gospoda, tale, ki vozi tukaj, gospoda Toma, ki je, smo se spoznali, imel je čas in naj je velikokrat kam peljal, imel avto in smo raziskali Kalifornijo, recimo to je slika z Yosemitov, tu zgoraj desno. Spodaj desno je slika slovenske hiše oziroma Slovenian Hall se reče, v San Franciscu, kjer potekajo različni dogodki za potomce Slovencev, torej za neko slovensko skupnost, ki je tam. Je zelo zanimivo spoznati vse te izseljence in spoznati, kako tam živijo. Tam v San Franciscu smo spoznala tudi dva druga ASEF štipendista, Anžeja in Uroša. Uroš bo imel tudi naslednje ASEF Mladi umnik predavanja. Takole. Kaj pa potem, ko sem prišel domov, to je bil moj ASEF obisk, potem pa sem najprej zaključil z magistrsko nalogo, torej zaključil svoj študij in se zaposlil, kar hitro sem se zaposlil. In sicer je že na Stanfordu sem se spoznal z računalništvom in z serverji, kar mi je kar pritegnilo pozornost. Tam sem spoznal tudi sistemskega inženirja, ki si je skrbel za serverje te skupine. In šli smo si ogledati tudi njihov velik podatkovni center celotne univerze. In zanimivo, v Sloveniji so takrat ravno tudi vzpostavljali takrat najmočnejši superračunalnik v Sloveniji, imenuje se HPC Meister, tu ga vidite v tem videu, je takrat bil najmočnejši superračunalnik v Sloveniji, zdaj mislim, da je vsaj na 3. mestu, torej sta že dva močnejša, torej zelo hitro se stvari na tem področju razvijajo. In pridružil sem se ekipi, kjer smo skrbeli za ta računalnik. Sam kot fizik, magister fizike in z nekim amaterskim znanjem računalništva, sem se mogel veliko stvari priučiti, ampak je bilo zanimivo. Uspešno smo ga uporabljali, ni crkno, da še vedno deluje in je bila zanimiva služba. No, tukaj pa sem bil samo 1 leto, kajti počasi sem spoznaval, da sedenje za računalnikom 8 ur na dan ni ravno moj tip poklicanosti in neke službe, ki bi jo z takšnim veseljem opravljal. Vedno sem čutil, da rabim več stika z ljudmi in ja, to delo me ni tako osrečevalo, da bi si lahko rekel, super, to je to. In sem iskal naprej in sem postal učitelj. Zaposlil sem se na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, kamor sem tudi hodil kot dijak. In zdaj 2. leto delam tam, mogoče do penzije, ne vem. Zaenkrat še ne čutim potrebe, da bi se kam kje drugje zaposlil. Ja, kako sem sploh prišel do tega, da sem lahko učitelj, če sem študiral fiziko? Moral sem opraviti še pedagoško andragoško izobraževanje, traja 1 leto in je namenjeno zaposlenim, pa študentom tudi, ki si želijo iz svoje stroke postati učitelji. Torej, pedagoški predmeti se tam učijo in potem postaneš učitelj in lahko učiš ta predmet, ki si ga študiral. Recimo v mojem primeru fiziko. Torej, na levi strani je naša šola, na desni strani pa en eksperiment, verjetno poznate, Teslina tuljava oziroma transformator in zraven neonska svetilka, ki tako lepo zažari, če pride v to območje
elektromagnetnega valovanja, ki ga oddaja ta tuljava. Takole, pa še ena stvar, zgoraj v desnem kotu. Rad se malo pohecam in lani, ko je bila večino šolskega leta pouk na daljavo, sem mogel dijake malo spodbuditi in sem začel jim vsako uro, sem jim pripravil en mim, verjetno poznate, veste, kaj je to. Zdaj, nekateri so avtorski, nekateri sem našel na internetu. En je ta, recimo, vedno pozdravim dijake, dobrodošli pri novi uri fizike, da se res počutijo dobrodošli in da jih ni strah, recimo fizike, ker se mi zdi, da se to dostikrat pojavi, pa ne vidim točnega razloga, zakaj bi se fizike kdo bal. Takole, zdaj bi pa vam pokazal enih par eksperimentov, ki sem jih posnel v sklopu pouka. Trudim se, da je moj pouk čim bolj razgiban in tudi, da vsebuje kar nekaj eksperimentov, ker se mi zdi, da tako najbolje dijaki razumejo fiziko. Računanje jim da drug način razmišljanja, eksperimenti pa jim predvsem pomagajo pri razumevanju. In tale eksperiment na levi, zelo enostaven, vsak ga lahko naredi doma. Kemični svinčnik z zmetjo se odbija od podlage in lahko izmerimo, če posnamem počasen posnetek, lahko izmerimo višino, do katere pride ta kulica oziroma kemični svinčnik. Iz tega podatka in iz mase kulice lahko izračunamo potencialno energijo, recimo v najvišji točki prožnostno energijo, kako se počasi razumemo, kako se energija pretvarja. Recimo prožnostna energija, stisnjene zmeti, se pretvori v kinetično, torej v gibanje, in na koncu v potencialno in potem spet nazaj. Torej čisto kratek praktičen primer, kjer se da tudi kaj izračunati. Da se tudi recimo s tem izračunati nek koeficient zmeti, torej čist enostaven eksperiment, ki nam lahko da bogato fiziko v ozadju. Marsikaj se da iz tega izračunati. Potem tu na desni strani pa tudi bolj tak zanimiv eksperiment. Vakuumska posoda, taka z steklenim pokrovom. Na začetku v njo položimo tak majhen balonček, kot je zdaj na videu, potem pa ga zapremo in potem od njega izsesamo zrak. Zdaj, tega ni na videu, kako izsesamo zrak, ampak potem se to napihne oziroma se poveča, ko pa odprem odprtino, pride noter zrak in ker se poveča pritisk, se zmanjša balon. Verjetno ste to že videli, ampak vseeno je za dijake zelo pomembno in zanimivo, da to vidijo v živo še enkrat, in ker stvari, ki jih tako vidijo v živo in vidijo stvari, ki privedejo do tega, torej neko vakuumsko pumpo, pa posode, pa balon, jim pomagajo, da si to lažje zapomnijo in jim je bliže. Ja, še en mim v kotu. Dosti dijakov ima probleme z zaokroževanjem in zaradi tega izgubljajo točke, ne? In mogoče zaradi tega se mogoče spomnijo, da naj ne pozabijo zaokroževati. Tako, naslednja stvar, ki se mi zdi, da je mogoče malo premalo uporabljamo še vedno, so take fizikalne simulacije, kot je tale rolkar na sliki. Gre za simulacijo fizikalnega sistema, ki ga je težko recimo narediti v učilnici, ne. Da bi rabili pravi skatepark, pa nekega dijaka, ki zna skejtati, da bi vse to lahko naredili, ne. Hkrati pa zraven nam kaže zanimive fizikalne podatke, torej kinetično, potencialno, notranjo energijo in pa skupno energijo in z spreminjanjem parametrov, z različnimi postavitvami parka in z različnim maso ali pa trenjem lahko dijaki preizkušajo, kaj vse se zgodi z recimo rolkarjem. To je en tak primer. Na spletni strani Univerze v Coloradu obstajajo še več takih, to je taka zbirka simulacij,
PHET se ji reče in je odlična predstavitev takih stvari. Ja, še en zanimiv fizikalni pojav, ki se mogoče tako lažje zapomnite, torej čez belo svetlobo posvetimo na prizmo, dobimo mavrico, ne? Tudi zelo znano. In to ravno so preizkušali dijaki na naslednjih slikah. To imamo tako optično zbirko, malo so se igrali z svetlobo, z zrcali, lečami. In pa na desni strani lahko lepo vidimo, da se te tri barve v točki, kjer se srečajo, se štejejo v belo svetlobo, ne? Tudi obratno gre, torej bela se razdeli na barve mavrice in pa barve mavrice se lahko aditivno seštejejo v belo. Še dva taka eksperimenta, čisto na kratko. Na levi strani UC-evka, kamor damo vodo in olje in s tem lahko izračunamo gostoto. Na desni strani pa merjenje sile uteži, zanimiv eksperiment, torej škripec, potegnete vrvico in ta košček stiropora potopite pod vodo in lahko izmerite silo vzgona, ki deluje na tako vrvico, ne. Več je stvari, ki jih lahko sami naredijo dijaki, boljše si jih zapomnijo. Tako, kaj pa učitelji počnemo izven učilnice? Ta strip se mi je zdel zanimiv. Smo zelo podobni dijakom, ali pa verjetno profesorji na faksih, verjetno podobni študentom. Ne vem, če je tu kak profesor iz faksa. Ko je rok za izpite ali pa teste, smo vsi malo nervozni, tudi mi včasih kak test sestavimo zadnji večer ali se moramo zelo potruditi za to, ne, torej zadnjo noč smo vsi pod stresom. Tako, torej kaj še počnemo izven učilnice, ne? Torej, v učilnici nismo večino časa delamo druge stvari, da se pripravimo na to. Pripravljamo učne ure, torej kako bodo potekale, organiziramo si recimo neke teste, spraševanja, skrbimo za to, da imajo dijaki ocene vpisane, sestavljamo delovne liste, teste, popravljamo teste, in ogromno še drugih stvari, ne. Dostikrat nas dijaki rabijo za različne zadeve, za recimo kake govorilne ure ali pa dopolnilni pouk, kaj takega. Potem zelo pomembna stvar je preizkušanje novih načinov pouka in eksperimentov. Tu se mi zdi, da učitelji včasih malo pozabimo na to, da bi naš pouk vedno delali boljši. In za tako stvar si moramo vzeti kar nekaj časa, da recimo nek eksperiment dobro preizkusimo, da razmislimo, kako na nov način, na boljši način predstaviti neko snov. Ker profesor ali pa učitelj lahko predstavi neko snov kot iz učbenika, torej prebere, kot da bi prebral si učbenik. Od take šolske ure dijaki nimajo veliko, ker si lahko sami preberejo, pa so na istem. Zelo dobro je, če profesor predstavi to na način, da lahko kaj probajo s kakim eksperimentom, kaj vidijo, dobijo nek drug pogled, jim je malo boljše razloženo. In to vzame veliko časa, iskanje pač optimalnega načina nekega predstavitve, neke teme. Potem sodelovanje v organih šole. Torej šola ni samo ta pouk, ne, učitelj ni samo v svojem razredu, ne uči samo svojega predmeta, ampak dela še marsikaj drugega. Lahko je razrednik, recimo imamo konference, nekateri skrbijo za promocijo šole, potem obstajajo aktivi, po katerih se marsikaj dogaja. Res učitelji skrbimo, da šola funkcionira, nekateri objavljajo na socialnih omrežjih razne stvari. Vsak ima neko delo in čeprav učitelji tega tipično ne maramo, ne, radi bi samo pouk in nič drugega,
tudi to je treba narediti, da šola funkcionira. Kaj bi tukaj poudaril je, recimo zakaj mi je ta poklic precej všeč, je avtonomija. Učitelj kot tak je precej avtonomen v smislu tega, kako bo učil in kaj bo počel. Obstajajo učitelji, ki se zelo malo potrudijo za pouk, preberejo recimo iz učbenika, imajo recimo 10 let stare prosojnice in vedno govorijo enako. Ali pa učitelji, ki zelo zanimivo razlagajo, recimo imajo veliko eksperimentov ali pa ne vem, raziskujejo dodatno zraven, vključijo dijake in učence. Torej, vsak učitelj ima torej se predvsem sam odloči in to recimo spodbuja neko ustvarjalnost. Ni ravnatelj, ki bi ti povedal, točno tako moraš učiti, ampak moraš sam poiskati najboljši način. In seveda pač mladi učitelji tipično imajo malo več tega elana, pa neke želje po izboljšavah. So pa tudi kakšni starejši učitelji, poznam recimo na šoli nekatere odlične učitelje, ki učijo že 20 let in še vedno zelo zanimivo predavajo, vedno iščejo, kako izboljšati pouk, imajo neke nove projekte. Na šoli si marsikdo misli, da postane monotono, da se začne delo ponavljati. Neko nenapisano pravilo je, da prvih 5 let učitelj potrebuje, da se navadi. Torej, meni se še recimo zdaj ne ponavlja. Šele popravljam stvari, ki se mi zdijo, da lani nisem dobro izvedel, pa verjetno bo še nekaj let tako. In vedno je možnost za napredek. Lahko učitelji tudi se strokovno izpopolnjujejo, lahko recimo pišejo kakšne strokovne članke, marsikaj se da, je pa zraven tudi zelo zanimivo priprava na tekmovanja. Tudi tu lahko ima učitelj velik vpliv, če pomaga dijakom se pripraviti na tekmovanja in znanja. In pa pač raziskovalno delo, da spodbuja raziskovalne naloge, tu je tudi veliko možnosti za delo. Recimo pri nas, v naši šoli, imamo recimo fizikalni krožek, na katerem se delamo kakšne eksperimente, ki so zanimivi, niso še čisto preizkušeni, mogoče najdem kaj recimo na YouTubu, pa probamo to narediti, če ni preveč težko, pa pripravljamo se na tekmovanja. In pa še ena druga stvar je fizikalni sefi, mogoče poznate. To je tako tekmovanje med ekipami iz šol, kdo naredi boljši sef na podlagi fizikalnih principov. Gre za tako škatlo, kot recimo tale traktor, tule na sliki, in ki ga ekipa sestavi, druge ekipe pa ga morajo po nekih fizikalnih zakonitostih, po navodilih odpreti. In tukaj se dijaki naučijo mnogo fizike. Ja, tako približno to izgleda. Kako pa je to izgledalo lani, ko je bilo pouk na daljavo? Več kot polovico šolskega leta smo bili doma. In je bil poseben izziv. Zdaj, jaz sem bil lani prvo leto učitelj, tako da nisem ravno trpel, ker nisem vedel, kako je v resnici učiti v šoli. Ampak sem se probal prilagoditi. Jaz sem našel tak sistem, da sem snemal posnetke, razlage snovi, torej sem jim pisal na tablo, delil zaslon in zraven razlagal. Učenci so si to pregledali, upam, da, in kaj zapisali in do tega kaj odnesli. Je pa res, da ni tako dobro. Učenci se ne naučijo toliko, kot bi se recimo v šoli, to opažam letos. Vseeno so bolj aktivni v šoli, več razmišljajo, doma so večinoma bili bolj apatični, pa manj so recimo
samoiniciativno delali. Normalno, manj so bili v družbi, osamljeni doma, brez neke skupinske dinamike, brez stvari, ki bi jih dejansko videli, tako da sem vesel, da letos ni bilo tega pouka nadaljavo. Ja, torej, še te dileme se dotaknemo, na kakšen način najbolje učiti mlade. Torej, učence ali pa dijake, na to se osredotočimo. Na levi strani, na tej sliki vidimo neko šolo, ki izgleda precej striktna. Sami fantje so, vsak pri svoji mizi, vsi imajo enake torbe, vsi so enako oblečeni, in se priklonijo učitelju, učitelj njim, in to nam vzbuja neko strogost, nek občutek strogosti ali pa discipline, ne. Torej, s tem sem hotel to sliko, sem hotel poudariti, a je najbolje, da pouk poteka strogo disciplinirano, po nareku si pišejo dijaki in pač znajo to, kar piše, in vadijo naloge pri fiziki recimo in take stvari, ne. Potem na drugi strani imam pa sliko 3 dijakov, ki nekaj raziskujejo, imajo neko stvar. Zanimivo je, da sami gledajo, ne, to je zelo pomembno, da dijaki sami delajo, da ni samo demonstracija eksperimenta, ampak sami. Zdaj ne vem točno, kaj je, to ni moja slika, ampak nekaj fizikalnega bi naj bilo. Torej, da sami raziskujejo, ne. To sta zdaj dva ekstrema pouka, ki sem jih hotel s tema 2 slikama predstaviti. In meni se zdi, to je velika dilema. Veliko učiteljev se mi zdi, na začetku sploh, se ukvarja s tem, na kak način je najboljše učiti. Meni se dozdeva, da morata biti oba načina prisotna. Recimo, pouk brez eksperimentov ni živ. Recimo govorim za fiziko, ni živ. Če dijaki samo vadijo neke vaje, enačbe, se zgodi, da na koncu sploh ne razumejo fizikalnega ozadja, fizikalnih pojavov, ampak znajo pa rešiti vse naloge na 3 decimalke natančno. Kar je žalostno in je v bistvu samo neki drill, ne vodi pa do globljega razumevanja. Po drugi strani pa eksperimenti ravno to omogočajo. Ko človek vidi, sproba neko stvar, si to zelo, zelo dobro zapomni in razume, hitreje razume. In to je zelo, zelo dobra stvar eksperimenta. Meni se zdi, da pouk nujno mora vsebovati neke eksperimente, neko aktivnost, take stvari. In zdi se mi, da samo eksperimenti in razlaga pa ni dovolj, ker je treba tudi znati kaj izračunati. In zato je verjetno najboljša pot nekje vmes med reševanjem nalog in med eksperimentiranjem, ne. To je, se mi zdi, najboljša pot, vsak učitelj pa potem najde svojo mešanico teh 2, recimo pri fiziki teh 2 pristopov. Tako, zdaj pa se dotaknemo še ene druge teme, bi prosil Barbaro, da vključi anketo. Zanima me, tako lahko se je že pojavila anketa, prosim, da odgovorite, kako pomemben se vam zdi poklic učitelja. Od zelo pomembnega do zelo nepomembnega. Torej, kako vi, anketa je seveda anonimna, kako vi osebno gledate na to, kako je vrednoten poklic učitelja? Aha, ne morem glasovati, ampak verjetno veste, kaj bi odkliknil. Tako. Še nekaj sekund, da si izberete, potem pa lahko gremo na rezultate.
Tako. Zanimivi rezultati. Nisem pričakoval tega. Verjetno vi jih tudi vidite. Večina pravi, da je zelo pomemben, nekaj pa da je pomemben. No, bom jaz povedal svoje mnenje, ker žal je ta predavanje pač enostransko namenjeno, mi pa bi veselilo mogoče pri vprašanjih slišati tudi vaše mnenje bolj argumentirano. Torej, poklic učitelja se mi zdi precej pomemben v neki družbi. Zakaj? Ker verjetno imate sami izkušnjo, da so učitelji lahko odločilen dejavnik za izbiro karierne ali pa neke življenjske poti mladih učencev, dijakov. Če se malo sprehodite po svojem spominu, se mogoče spomnite kakega učitelja, ki vas je navduševal. Ali pa recimo jaz za sebe sam vem, da če ne bi imel takšnega profesorja fizike v srednji šoli, kot sem ga imel, ne bi šel študirati fizike. Če dobro pomislim, je to res. In s tem imajo učitelji neko ogromno odgovornost, s katero lahko dijake navdušijo za določeno neko znanost ali pa neko stroko, ali pa jim to zagrenijo. Zato je zelo pomembno, kakšni so učitelji. Da so to ljudje, ki se tega zavedajo in ki delajo na tem, da dijakom predstavijo recimo svojo neko znanstveno, ne znanstveno, svoj predmet čim boljše. Hvala za anketo. Takole. Pa gremo naprej. Ja, pa še nekaj o moji življenjski poti izbire kariere, to bom zdaj povedal iz svoje izkušnje. Jaz sam sem v času študija, ko sem študiral fiziko, vedno me je znanost bila mi je privlačna, rad sem raziskoval, veselil sem se vseh teh zadev, pač na faksu, ni mi bilo težko študirati. In potem sem počasi zaključeval s študijem. Razmišljal sem o tem, da bi se podal v znanstvene sfere, recimo, da bi šel delati doktorat. Imel sem tudi ponudbo, da bi pač šel delati doktorat. Ampak po večjih teh razmislekih sem se pozneje odločil, da ne. Zdaj pa zakaj recimo? Poklic znanstvenika je recimo v očeh mnogih mladih videti zelo sanjsko. Recimo tako kot na talevi sliki, eno modro, eno zeleno tekočino, zelo enostavno, tam nekaj v laboratoriju se nameša in takoj ugotoviš nekaj novega, ne. Vsi verjetno, ki delate v znanosti, pa ki vse malo poznate, veste, da so to leta in leta truda, da se karkoli novega ugotovi, če to moraš imeti srečo in intuicijo, ne. Tako da dosti mladih se odloča za poklic znanstvenika in poznam kar nekaj, vsaj tri znance, ki so recimo se v času doktorata, v času doktorskega študija, potem odločili, da ne bodo šli v tej smeri in so pač zamenjali poklic. Ker iz različnih razlogov. Je precej naporno, to verjetno vsi doktorski študenti veste. Torej ekonomsko tudi ni ravno blesteče, sploh ko si recimo nek doktorski študent, nimaš bajne plače. Potem je res naporno, to ni 8-urno delo, v večini laboratorijev, ampak je delo od jutra do večera, zelo se je treba potruditi, biti vedno pripravljen, delati ogromno drugih stvari, ki niso nujno povezane z znanostjo in je lahko zelo težko, ne. Malo sem to spoznal
pozanimal sem se pri drugih ljudeh in sem se kasneje odločil, da ne bom šel na to pot, ker se mi zdi, da tudi sam nisem najbolj primeren za znanstvenika. Znanstveniki potrebujejo res močno željo, pa voljo in disciplino. In zelo spoštujem vse znanstvenike, ki so se odločili za to pot in ki raziskujejo stvari, ker je res težko delo in nam delajo svet lepši. Tako da res, zdi se mi, da za znanstvenika moraš biti res temu predan in pripravljen temu posvetiti svoje življenje za uspešnega znanstvenika. Ja, in je potem škoda vseh, recimo, ne vem, teh mojih kolegov se spomnim, ki so potem mislili, da je v znanosti recimo obstaja neka lahka pot do uspeha in potem kasneje videli, da je recimo druge stvari, kot je recimo družina ali pa kakšne druge prosti čas, pa te stvari več pomenijo. No, in potem jaz sem se pač, tako sem že povedal, odločil potem po ovinkih za poklic učitelja. In trenutno mi je zelo, zelo fajn. No, več o tem pa sem tako že povedal. Tako, še čisto kratko o tem, kako postati učitelj, če niste študirali pedagoške smeri. Tudi jaz se nisem. Sem študiral fiziko in samo z magisterijem fizike še ne bi mogel učiti v srednji šoli. Potrebno je opraviti pedagoško-andragoško izobraževanje, ki traja 1 leto in je namenjeno zaposlenim, da ga delajo ob službi ali pa tudi študentom, torej kdorkoli se lahko prijavi. Plačati je potrebno, torej sami si ga morate plačati. In traja 1 leto, pomeni, da 3-krat na teden so predavanja, v četrtek popoldne, v petek popoldne in v soboto, tako da lahko zraven še delate. In to vam omogoča potem 1 letu, da opravite vse te izpite in postanete učitelj. Učite pa seveda to, kar ste študirali, vaš predmet. Zelo zanimiva stvar, ki mogoče še ni tako znana, je, da učiteljev manjka. To je mogoče za koga presenečenje, ker v zadnjih nekaj letih ali pa desetletju se je govorilo, da učiteljev je preveč. Učiteljev je preveč, da nimajo služb, da vsi ljudje, ki hodijo na pedagoško, bodo na zavodu čez nekaj časa. Ampak trenutno stanje je tako, da predvsem učiteljev naravoslovnih predmetov ali pa kakih strokovnih ali pa tudi recimo razrednega pouka, tukaj lahko vidite, manjka. To je tabela, ki jo je pripravil Zavod za zaposlovanje za letošnje leto, torej 2022. In so poklici v primanjkljaju. In vidimo predmete učitelji v osnovni šoli, razrednega pouka, učitelji v srednjih šolah in učitelji za poučevanje poklicno specifičnih predmetov. In lahko vam povem, da je to res. Težko je dobiti recimo čisto konkretno za fiziko učitelja. Če ste kvalificiran, ni problema. V Mariboru dobite službo brez problema. Recimo zdaj v tem času sem na očetovskem dopustu za 1 mesec in z ravnateljem smo se dogovorila, da niti ne bo iskal koga, ker ni nobenega prostega učitelja, ki bi to nadomeščal, in potem delajo sami ti dijaki na podlagi stvari, ki sem jih jaz pripravil pred tem. Tako da je nekaj na tem, da so to poklici v pomanjkanju. Tako, na koncu še en meme. Bodite pozorni na O ali pa nič. Verjetno ga razumete. Dijaki se vedno nasmejijo ob tem. Tako da hvala za vašo pozornost
Upam, da ste se kaj novega naučili. Ja, to pa je to z moje strani. Hvala lepa. Ja, hvala, Jakob, za to res zanimivo predavanje. Se mi zdi, da si marsikdo želi, da bi imel takega učitelja fizike v srednji šoli. Zdaj pa, ja, prišli smo do točke, ko lahko Jakobu zastavite še kakšno vprašanje. Kot smo že rekli, lahko ga napišete kar v Q&A. Pa zdaj, dokler se kakšno vprašanje ne pojavi, bi mogoče kar jaz vprašala kakšno vprašanje. In sicer, kako bi rekel, da so te mednarodne izkušnje, ki so bile bolj nekako akademske in raziskovalne narave, kako ti pomagajo pri tvojem učiteljskem poklicu? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Torej, takšne izkušnje se mi zdi, da mi dajo neko širino. Lahko dijakom recimo povem lahko kak detajl, ali pa ne vem, bolj celostno mogoče razumem neke fizikalne sisteme, pa tudi recimo kakšne podjetniške zadeve, ali pa kako se recimo v nekih tovarnah, ali pa kako se inovira zadeve. To so vse neke take stvari, ki sem jih pridobil na takih raziskovalnih obiskih in podobnih stvareh, aktivnostih. In se mi zdi, da to mi daje neko širino, no? ki jo s pridom posredujem dijakom. Torej, da jim povem kako stvar malo bolj insidersko. Super. Kaj pa bi rekel, recimo, da so nekatere največji izzivi tvojega dela, se pravi pri samem učiteljskem delu? Največji izzivi? Ja. Zanimivo vprašanje. Učitelj mora biti zelo dober pri delu z ljudmi, ker je veliko socialnih interakcij, ogromno. In če si človek, ki se hitro skrega, je težko biti učitelj. Ali pa recimo, učitelji rabijo potrpljenje. Res, to se mi zdi največja težava. Učitelji res morajo biti taki človeški ljudje, razumeti recimo dijake, ne vem, da ne opravljajo domačih nalog, ali pa da so poredni, ali pa da so glasni, ali pa da, ne vem, se izmikajo. Vse te stvari lahko, recimo normalnega človeka, ki bi si to vzel k srcu, lahko to vrže iz tira. Učitelj pa potem dobi neko trdo kožo, se mi zdi z leti, da pač spoznaš od dijake, da niso popolni, da jim ne gre samo za znanje, to je veliko spoznanje, ne, da ne hodijo v šolo zaradi tega, ker večino dijakov se mi zdi, da ne ve točno, zakaj hodi v šolo, da tudi jaz recimo nisem vedel, ko sem hodil v srednjo šolo. In hodijo pač, ker samo vsi hodijo in tam morajo pač opravljati neke obveznosti. In to je pač treba pravilno osmisliti. In ja, res je, socialno je zelo aktiven poklic. Recimo, ko si v šoli, nimaš recimo mira za neko svoje delo, ponavadi so skozi neki dijaki ali pa profesorji, ki nekaj te rabijo. Super. Zdaj pa imamo tudi že nekaj vprašanj od udeležencev, in sicer tukaj sta dve vprašanji, ki sta kar podobni, tako da mogoče jih bom kar združila v eno. In sicer, kakšne sistemske težave opaziš v slovenskem izobraževalnem procesu, kaj bi bilo pametno spremeniti? In drugo vprašanje, ali je kakšna stvar, ki bi jo takoj spremenil v šolah, če bi postal šolski minister? Ja, moram poudariti, jaz se še vedno imam in sem učitelj začetnik. Učim drugo leto in ni bilo to zdaj predavanje profesorja z večletnimi izkušnjami in nekega profesionalca. Vseeno pa lahko pač v svoji meri odgovorim na to vprašanje. Torej, kaj bi spremenil oziroma kakšne sistemske težave vidim v šolah? Ja, ne razmišljam velikokrat o tem, kaj vse bi bilo potrebno spremeniti. Zdaj tako na pamet, mogoče največji, to je ena stvar, ja.
največja težava je, da rabimo kakovostne učitelje. Ne? Tako sem že prej povedal, zelo odgovorna naloga je to. In obstaja problem, da za razliko od vas, ki poslušate in ste odgovorili na to vprašanje, večina ljudi, se mi zdi, tako imam občutek, misli, da je učiteljski poklic ni pomemben in recimo na pedagoško fakulteto se vpisujejo študenti, ki pač recimo niso sprejeti kam drugam in jim je to mislim, ne želijo si biti najbolj učitelji, ampak jim je to neka pač stvar, neki enostavni faks, zagotovljena služba in potem niti nimajo takih kompetenc, niti volje, da bi to spremenili. In sprememba, ki bi jo dodal, to pa je res, o tem pa sem že razmišljal, da bi bili sprejemni izpiti za učitelje, za pedagoške smeri na faksu. Torej, da bi preverili kompetence, a je to recimo človek za delo z ljudmi, je dovolj sposoben, ima dovolj želje potem, se znajde v določenih situacijah. Mislim, verjetno imate izkušnjo kakega profesorja, ko ni recimo didaktik, ne? Recimo, da samo predava in sploh ne pogleda dijakov, ali pa študentov, recimo to se na faksu dosti zgodi. To so odlični raziskovalci ponavadi, ampak didaktično pa niso podkovani. Govorijo monotono in pač povejo to, kar imajo in grejo. Tako da to recimo na faksu se lahko zgodi, ker je pač tam so že študenti dovolj odrasli, lahko se sami naučijo marsikaj. V osnovni pa srednji šoli pa to zelo, zelo ni zaželeno, ker to poslabša pouk. Tako da to je ena stvar, ki bi jo z veseljem spremenil. Ne vem pa kako sprejemni izpiti za pedagoške poklice. Mogoče bi najprej potem tukaj dodala še en komentar, ki je bil napisan v chat, in sicer, da bi sprejemni izpiti morali biti za vse programe in ne to ni unikum za pedagoške poklice. Pa mogoče bi šla tudi na naslednje vprašanje, ki se malo še vsebinsko navezuje, preden potem nadaljujemo. In sicer Tijan sprašuje, če se ti zdi, da so učitelji z izobrazbo pedagoške smeri bolj qualified od tebe oziroma obratno? Ja, mislim, da so. Ta pedagoško-andragoško izobraževanje je vseeno zelo hitro in kratko. In študenti, ki študirajo pedagoške smeri, so v prednosti, ker jih vsi profesorji, recimo vseh 5 let, kolikor pač študirajo, jih pripravljajo na to. Imajo dosti več prakse, ker pač imajo več let, mi smo imeli samo eno. In se mi zdi, da so lahko pripravljeni dosti boljše, kar se tiče didaktičnih stvari. Je pa res, da didaktika je taka stvar, da je veliko odvisno od osebe in od karakterja. Zelo težko se je nekih didaktičnih stvari priučiti ali pa jih spremeniti. Je pa možno. In je zelo pomembno, da se učitelji izobražujejo in so vedno boljši v tem, ker pač največja škoda je, če bolj učitelj obupa, pa se skrega z dijaki in potem je vse skupaj pouk zelo nekakovosten. Tako da taki študenti pedagoških programov so definitivno v prednosti. Se pa da, se mi zdi, nadoknaditi na hitro, čeprav je veliko odvisno od nekih lastnosti človeka. Pa bom kar prebrala še naslednje vprašanje in komentar, ki ga smo ga dobili. In sicer, kaj je po tvojem mnenju na podlagi tvoje osebne izkušnje pomembno za vzpostavitev optimalnega delovnega okolja in odnosa med učiteljem in učenci oziroma učenkami in konstruktivne delovne klime? Menim, da poslanstvo učitelja sega tudi izven okolja učilnice, kot si povedal, učence in učenke lahko navdihne in jim odpre pot do njihovega poslanstva,
Včasih je tudi opora, motivacija in zgled za aktivno družbeno delovanje in ustvarjanje uspešnih projektov v lokalni skupnosti. Včasih me malo skrbi, ker se mi zdi, da se je v zadnjih letih delo učitelja precej razvrednotilo. To je komentar in vprašanje na dodeležen. Ja, zelo zanimivo, se precej strinjam s tem komentarjem. Učitelj je na pol javna osebnost. Recimo, jaz, če grem recimo, ne vem, popoldne po Mariboru, definitivno srečam neke moje dijake. In pač verjetno pa tega vedno več, ker bo vedno več mojih bivših dijakov. In se mi zdi, da vsi neka oseba, ki lahko daš dober ali pa slab zgled, ne? Si na očeh. Recimo, ko sem bil v prejšnji službi, me ni noben poznal, recimo kot računalničar, ne. Sem bil tam strokovno pač v tisti službi in potem nisem imel takega vpliva. Torej, res je, učitelji še vedno imamo nek vpliv, ta etični ali pa nek moralni vpliv, in škoda je, če se mi zdi, da mogoče kakšni učitelji to zanemarijo, ne pazijo na to, se pač obnašajo neprimerno, recimo, izven šole, ali pa imajo pač recimo trenutno, mislim, da se predvaja neka serija Mladi učitelj ali nekaj takega na Voyotu, ne vem, če je kdo gledal, jaz še nisem, si pa želim, kjer je pač ravno ta problematika, mislim, da predstavljena, ne vem, če je točno to, da se učitelj preveč poveže z dijaki, pa potem skupaj v privatnem življenju preveč sodelujejo. Razne zgodbe sem že slišal. Treba je paziti na to. Res je, učitelj je na pol javna osebnost. Ni čisto, je pa na pol. Pač po nekaj letih se mi zdi, da učitelja pozna cel kraj. Hote ali nehote. Ja, verjetno je res tako, ja. Še dve vprašanje imamo. In sicer, kaj ti vzame več časa pri pripravah na delo, pouk fizike ali razredništvo? Zelo zanimivo vprašanje. Ja, sem razrednik, ne vem, mogoče tako me poznate vprašal. Sem razrednik, kaj mi več pouk fizike ali razredništvo? Malo manj je razredništvo, čeprav je ogromno. Nisem si predstavljal, letos sem prvič razrednik. Pri razredništvu je veliko stvari, nobena ni povezana s fiziko, ampak so vse take posebne, zanimive. Čisto druge stvari moraš uporabiti, neko empatijo, skrb, dejansko pač v neki meri skrbiš za njih, da jih informiraš, da imaš dobre razredne ure, da skrbiš za povezanost razreda, za disciplino v razredu, za slabe ocene, za tiste, ki imajo popravne izpite, za tiste, ki hodijo na tekmovanja, za tiste, ki imajo zdravstvene težave. Ogromno je stvari, ki jih razrednik počne. Ampak se mi zdi, da zato tudi razrednik še bolj mora biti človeški, se mi zdi, kot učitelj. Mi pa vzame, če čisto konkretno odgovorim, mislim, da mi vzame malo manj, čeprav tudi ogromno dela. Je pa tudi tako kot pri učitelju, razredniku, čisto odvisno od njega, koliko se potrudi. Lahko je razrednik, ki zelo hitro opravi svoje dolžnosti, pa se ponavadi pozna na razredih, to mi je neverjetno, pri razredih se pozna, kdo je njihov razrednik, ker odsevajo pač to njihovo skrb. Če razredniki poskrbi za razred, imajo ponavadi manj težav, kot pa ali pa nekih, drugače se odzivajo, drugače so organizirani. Tako, hvala za vprašanje. Še eno vprašanje. Se v prostem času še vedno ukvarjaš z znanostjo? Mogoče programiraš kakšne svoje projekte, simulacije, slediš znanstvenemu razvoju? To zanima Tijana. Ja, ne. Odgovor je ne. Čeprav bi si želel, da ne bi bil. Tak odgovor. Programiram več ne. Nimam več časa in nekih takih projektov, ki bi me res vlekli v to. Ja,
Mislim, da bom se bolj usmeril zdaj v te programiranje Arduino sistemov v C-ju. Pač zdaj sem delal bolj v Pythonu pa teh stvarih. Ker je to recimo v šoli zelo koristno in se mi zdi zelo zanimivo. Ravno sem pred časom nabavil nek sistem, mislim, sestavne dele za en avto, avto na daljinsko upravljanje in da ga bomo to sestavili v šoli, pa ga uporabili. Teda, znanstveno se več ne ukvarjam toliko, malo še sledim, trudim se, da vsako leto predstavim Nobelove nagrajence za fiziko, da vsaj eno uro na leto posvetimo, takrat, ko so podelitve, temu v vsakem razredu, da predstavim Nobelove nagrajence in kaj so doprinesli k fiziki. To se mi zdi recimo ena taka stvar. Drugače pa res ne, da bi se tako z znanostjo ukvarjal. Berem kakšne članke, strokovne, ne znanstvene. Drugače pa res nisem več tako v znanstveni sferi. Hvala za vprašanje. Ja, tako zdaj, če ni več vprašanj, potem bi se jaz kar najlepše zahvalila vsem, ki ste se nam pridružili danes na še enem odličnem predavanju ASAF Mladi umi. Posebna zahvala gre seveda tudi tebi, Jakob, in pa študentski organizaciji Univerze v Mariboru in vsem ostalim, ki ste sodelovali pri organizaciji tega predavanja. Zdaj za konec bi mogoče še prosila vse udeležence, da izpolnite kratko anketo o dogodku, ki jo boste prejeli v kratkem na vaš elektronski naslov. Povezava do ankete pa je tudi, oziroma jo bomo prejeli preizdala tudi v chat. Lepo pa vas vabimo tudi na naslednje predavanje, ki bo v četrtek, 21. aprila ob 19. uri. Predava bo ASAF štipendist iz leta 2019, Uroš Prešeren. Naslov predavanja pa je Metastaziranje in invazija, ko se rakave celice odločijo zapustiti svoj dom. Še enkrat torej hvala lepa vsem in se vidimo na naslednjih ASAF dogodkih. Hvala za poslušanje in lahko noč.